Tretji del, sprejemanje in predaja. Ko se predaš temu, kar je, in tako postaneš povsem navzoč, preteklost izgubi vsakršno moč. Odpre se prostranstvo bitja, ki ga je doslej zastiral. Nenadoma se v tebi porodi čudovita umirjenost, občutek neizmernega miru in znotraj tega miru velika radost. In sredi te radosti ljubezen. In sredi najbolj notranjega jedra sveto, neizmerljivo in neimenljivo. 8. poglavje. Sprejemanje sedanjega trenutka. Nestalnost in življenjski cikli. Obstajajo cikli uspeha, ko vam vse zlahka uspeva, in cikli neuspeha, ko vam vse uhaja iz rok in jih morate razpreti ter preprosto dovoliti, da nekatere stvari odidejo. Zatem naredite prostor za vse, kar vas čaka novega, ali pa za to, da se zgodi sprememba. Če se upirate in oklepate starega, pomeni, da nočete pluti z življenjskim tokom in zato trpite. Da bi lahko zrasle nove stvari, je najprej potrebno razkrojiti stare. Eno ne more obstajati brez drugega. Padajoči cikel je vsekakor bistvenega pomena za duhovno spoznanje. Na določeni ravni vam mora spodleteti ali pa morate doživeti kakšno veliko izgubo, da bi vas lahko pritegnili v duhovno razsežnost. Zgodi se lahko tudi, da prav vaš uspeh nenadoma postane prazen in brez pomena in se izkaže za neuspeh. V slehernem uspehu se skriva tudi neuspeh. In obratno, v vsakem neuspehu najdemo zrno uspeha. V tem svetu, se pravi na ravni oblike, prej ali slej spodleti vsakomur in vsak dosežek se nazadnje izniči. Vse oblike so nestalne. Seveda ste še vedno lahko dejavni in z veseljem ustvarjate nove oblike in okoliščine, vendar se z njimi več ne istovetite. Ne potrebujete jih več zato, da bi vam omogočale občutenje sebe. Niso vaše življenje, temveč zgolj vaše življenjske okoliščine. Posamezni cikel lahko traja vse od nekaj ur pa do nekaj let. Obstajajo veliki cikli in z njimi majhni. Veliko bolezni nastane zato, ker se upiramo ciklom nižjih energij, ki so bistvenega pomena za telesno obnavljanje. Občutek prisile, da bi nekaj naredili, in nagnjenje do tega, da črpamo občutek identitete in lastne vrednosti iz zunanjih dejavnikov, kot so na primer različni dosežki, sta slepilo, ki nas neizogibno spremlja, vse dokler se istovetimo z umom. Zaradi tega se le stežka sprijaznimo s padajočimi cikli in jih dostikrat nikakor ne moremo sprejeti. Takrat se utegne vmešati telo in zato, da bi se zavarovalo, samo prikliče bolezen. S tem nas prisili, da se ustavimo, zato da lahko obnovi svoje moči. Kadar vaš neko okoliščino oceni kot v narekovajih dobro, naj bo to odnos, lastnina, posest, družbena vloga, kraj ali lastno telo, se nanjo naveže in z njo poistoveti. Takrat ste zadovoljni, dobro se počutite, zato ta okoliščina zlahka postane del tega, kar ste, oziroma kar mislite, da ste. Toda v tej razsežnosti oblik, kjer uničujeta mol in rja, ni nič trajno. Vsaka stvar se bodisi konča, bodisi spremeni, ali pa celo sprevrže v svoje nasprotje. Okoliščina, ki je bila še včeraj dobra, nenadoma ali postopoma postane slaba. In tisto, kar nas je še včeraj osrečevalo, postane potrošništvo jutrišnjega dne. Srečna poroka in medeni tedni se lahko končajo z ločitvijo ali pa se spremenijo v nesrečno životarjenje. Ali pa tisto, kar vas je osrečevalo, preprosto izgine in tedaj postanete nesrečni.
Kadar se kakšna okoliščina ali položaj, na katerega se je navezal in se z njim poistovetil, spremeni ali izgine, se s tem ne more sprijazniti. Še naprej se oklepa izginulega položaja in se upira spremembi. Počutite se, kot da bi trgali ude z njegovega telesa. To nakazuje, da sta žalost in sreča pravzaprav eno samo čustvo. In s tem, ko jo ločujemo, le slepimo sami sebe. Kadar se življenju ne upiramo, smo v stanju milosti, nepresiljenosti, lahkotnosti. To stanje ni več odvisno od tega, kakšne so okoliščine, torej dobre ali slabe. Zdi se skoraj paradoksno, pa vendar, ko niste več notranje odvisni od oblike, tedaj tudi vaše življenjske okoliščine, torej zunanje oblike, težijo k temu, da bi postale primernejše in boljše. Stvari, ljudje ali razmere, za katere ste mislili, da jih nujno potrebujete za svojo srečo, zdaj prihajajo k vam, ne da bi se zanje morali sami truditi ali boriti. Ob njih se lahko v miru veselite in jih cenite, dokler trajajo. Vse te prijetne stvari bodo seveda prej ali slej minile. Cikli se neprestano menjavajo, a če niste od njih odvisni, se ne bojite več, da bi jih izgubili. In življenje teče zato povsem lahkotno. Sreča, ki izvira iz kakršnega drugotnega vira, nikoli ni prav globoka, temveč je le bled odsev radosti bitja, tistega miru, ki je poln življenja in ga najdete v sebi takrat, ko se nehate upirati. Bitje vas popelje onkraj nasprotnih polov uma in vas osvobodi odvisnosti od oblike. Četudi bi se vse okoli vas podrlo in zgrmelo vase, bi globoko v sebi še vedno občutili popoln mir. Morda ne bi bili srečni, a bili bi mirni. Ustvarjanje in opuščanje negativnosti. Vsak notranji odpor doživljamo kot obliko negativnosti. Pravzaprav je vsakršna negativnost v resnici odpor. V tem smislu imata besedi isti pomen. Negativnost zajema vsa stanja od razdraženosti ali nepotrpežljivosti do silovite jeze, od potrstosti ali zlovoljnosti do samomorilskega obupa. Odpor včasih zdrami čustveno bolečinsko jedro in v takšnih primerih lahko celo najmanjša malenkost sproži izjemno močno negativnost, na primer jezo, potrtost in globoko žalost. Ego živi v prepričanju, da lahko z negativnostjo manipulira stvarnost in tako doseže, kar hoče. Prepričan je, da lahko prav z manipulacijo pritegne želene okoliščine ali pa se reši neželenih. Če ego ne bi bil prepričan, da nesrečnost deluje, zakaj bi jo torej sploh ustvaril? Dejstvo je seveda, da negativnost ne deluje pozitivno. Ne odpira priložnosti za želene okoliščine, temveč ravno nasprotno, onemogoča jih. In namesto, da bi nesrečnost oziroma negativnost odpravljala nezaželene okoliščine, jih kvečjemu ohranja. V narekovajih koristna je lahko le v tem, da krepi ego in prav zato jo ima tako rad. Ko se poistovetite z določeno obliko negativnosti, se ji nikakor nočete več odreči. Globoko na nezavedni ravni si namreč ne želite pozitivne spremembe, saj bi ta ogrozila vašo identiteto, torej identiteto podprte jezne ali zagrnjene osebe. Zato se za vse, kar je v vašem življenju resničnega, raje ne zmenite ali pa to celo spodkopavate. To je vsesplošen pojav in tudi povsem brezumen in zmeden. Opazujte rastlino ali žival in ji dovolite, da vas nauči sprejemati to, kar je. Predaja sedanjemu trenutku. Naj vam približa bitje. Naj vas nauči celosti, se pravi tega, da boste eno, da boste vi, da boste resnični. Naj vas nauči, da boste znali živeti in umreti.
in ne boste življenja in smrti spreminjali v problem. Ponavljajoči se negativni občutki nam nekaj sporočajo, tako kot nam tudi bolezen vedno nekaj sporoča. Toda tisto, kar potem spremenite, naj bo v povezavi z vašim delom, z odnosi ali okoljem, je le v narekovajih kozmetični popravek, če ne izvira iz spremembe na ravni vaše zavesti. Ta sprememba pa lahko pomeni le eno, da postanete bolj zavestno navzoči. Ko dosežete določeno stopnjo navzočnosti, ne potrebujete negativnosti, da bi vam povedala, kaj potrebujete v trenutnih življenjskih okoliščinah. Toda dokler je negativnost še vedno v vas, jo uporabite. Vzemite jo kot znamenje, ki vas opominja, da bodite bolj navzoči. Kadarkoli začutite, da se v vas nabira negativnost, pa naj si jo povzroča kak zunanji dejavnik, misel ali celo nekaj, česar se niti ne zavedate, poglejte nanjo kot na glas, ki vam kliče. Pozor, tukaj in zdaj, zbudi se, izstopi iz svojega uma, bodi navzoč. Celo najneznatnejša razdraženost je pojemljiva in se jo je potrebno nemudoma zavedati ter si jo ogledati, sicer bo v vas nabral cel kup neopaženih odzivov. Morda boste lahko z njo kratko malo prekinili, takoj ko boste spoznali, da nočete imeti v sebi tega energijskega polja, saj ničemur ne služi. Toda tedaj poskrbite, da boste z njo zares povsem prekinili. Če tega ne zmorete, jo raje sprejmite, sprijaznite se, da je v vas in usmerite pozornost na samo občutje. Negativni odziv lahko opustite tudi tako, da si zamislite, kako postanete presojni za zunanji vzrok negativnega odziva. Priporočam vam, da to poizkusite sprva pri majhnih, manj pomembnih vsakdanjih stvareh. Recimo, da v miru sedite doma. Nenadoma vas zmoti prediren zvok avtomobilskega alarma na ulici. V sebi začutite razdraženost. Čemu je namenjena? Prav ničemur. In zakaj ste jo potem ustvarili? Saj niste vi, vaš jo je. To se je zgodilo povsem samodejno in nezavedno. In zakaj jo je ustvaril? Zato, ker se oklepa nezavednega prepričanja, da bo njegov odpor, ki ga doživlja kot negativnost ali nekakšno nelagodje, to neprijetno okoliščino nekako odpravil. Seveda se s tem samo slepi. Odpor, ki ga ustvarja in ki se v tem primeru kaže kot razdraženost ali jeza, vas neprimerno bolj vznemiri, kakor prvotni vzrok, ki ga skuša odpraviti. Začutite, kako postajate presojni, kakor da ne bi bili iz trdega snavnega telesa. Potem pustite, da gre hrup ali karkoli že sproža negativni odziv popolnoma skozi vas. Zdaj motnja nič več ne zadeva ob narekovajih trdo steno v vaši notranjosti. Kot sem rekel, začnite se uriti ob drobnih neprijetnostih. Ob avtomobilskem alarmu, pasjem laježu, otroškem vrišču, prometnem zastoju. V sebi podrite tisto steno odpora, ob katero nenehno zadevajo stvari, ki se v narekovajih se ne bi smele zgoditi. Naj gre vse skozi vas. Nekdo vam na primer reče nekaj grobega ali pa vas kakor drugače morda tudi nenamenoma prizadene. Ne prepustite se nezavednemu odzivu ali negativnosti, kot so napad, obramba ali umik. Marveč raje popustite, da bodo šle njegove besede v narekovajih skozi eno uho noter, skozi drugo ven, kot navadno rečemo. Ne upirajte se jim. Naj bo tako, kot da tam, kjer ste, ne bi bilo nikogar, ki ga lahko kaj prizadene. To je odpuščanje. Tako postanete neranljivi. Tistemu, ki vas žali, lahko še vedno rečete,
da se vam njegovo vedenje zdi nesprejemljivo. Toda ta človek tedaj nima več moči, da bi vplival na vaše notranje stanje. In samo še vi imate moč nad seboj, nihče drug nima te moči, niti vaš ne. Ne glede na to, kaj vas muči, avtomobilski alarm, neotesan človek, povodenj, potres ali izguba vsega, kar imate, mehanizem odpora je vselej enak. Morda še vedno iščete mir zunaj sebe in nikakor ne morete preseči takšnega načina iskanja. Mislite si, da boste na naslednji delavnici izvedeli odgovor ali da se boste morda naučili kakšne nove tehnike. Zato bi vam rad rekel, nikar ne iščite miru. Ne iščite nobenega drugega stanja, temveč ostanite v tem, katerem ste. Sicer boste notranje navzkrižje in nezavedni odpor le še povečali. Odpustite si, da niste v miru. V trenutku, ko boste popolnoma sprejeli svoj nemir, se bo ta spremenil v mir. Vse, kar zares in povsem sprejmete, vas popelje tja k miru. To je čudež predaje. Ko sprejmete to, kar je sleherni trenutek postane najboljši in najlepši trenutek. To je razsvetljenje. Narava sočutenja. Ko presežete nasprotja, ki si jih je izmislil postanete kakor globoko jezero. Zunanje okoliščine vašega življenja in vse, kar se v njem dogaja, je njegova gladina. Včasih je mirna, včasih razburkana in valovita, odvisno pač od narekovajih vremena in letnega časa. Globoko spodaj, v globini pa jezero vselej miruje. Vi ste celotno jezero, ne le gladina, in se raztezate v globino, ki ostaja vselej mirna. Ne oklepate se nobene okoliščine in se ne upirate spremembi. Vaš notranji mir ni odvisen od okoliščin. Prebivate v bitju, nespremenljivem, brezčasnem, nesmrtnem. In vaša izpolnitev ali sreča ni več odvisna od zunanjega sveta, katerega oblike se neprestano spreminjajo. Teh oblik se lahko veselite, se z njimi igrate, ustvarjate nove, cenite lepoto vsega tega, toda nobene potrebe nimate več, da bi se vezali na katerokoli od njih. Dokler se ne zavedate bitja, se vam resničnost ljudi nenehno izmika, saj ne poznate niti svoje resničnosti. Vašemu bo njihova oblika všeč ali pa ne, in ta oblika ne zajema le njihovega telesa, temveč tudi njihov Pristen, pravi odnos je možen šele, ko se zaveste bitja. Če boste izhajali iz bitja, boste sočlovekovo telo in videli le kot zaslon, za katerim boste čutili njegovo resničnost, tako kot čutite svojo. Kadar boste priča trpljenju ali nezavednemu vedenju nekoga, boste ostali zavestno navzoči in v stiku z bitjem. Zato boste lahko pogledali onkraj oblike in skozi svoje žareče in nepopačeno bitje občutili tudi njegovo bitje. Na ravni bitja vsekakršno trpljenje prepoznamo kot slepilo. Trpimo namreč le zato, ker se istovetimo z obliko. Ko to notranje dojamemo, se včasih zgodijo čudeži in ozdravljenja. In sicer takrat, kadar v ljudeh predramimo zavest bitja. Vendar pa morajo biti ljudje na to pripravljeni. Sočutje pomeni zavedati se globoke povezanosti med vami in vsemi bitji. Ko boste naslednjič rekli, s tem človekom nimam ali nočem imeti nič skupnega, se spomnite, da imate v resnici skupnega zelo veliko. Čez nekaj let, morda 2 ali 70, razlika je zanemarljiva, bosta oba samo še trohneče truplo,
nato bosta postala kupček prahu in nazadnje niti tega ne bo več. To spoznanje človeka strezni in ga navda s ponižnostjo, tako da v njem ni več prostora za napuh in prevzetnost. Ali je to negativna misel? Ne, to je dejstvo. Čemu bi si pred njim zapirali oči? V tem smislu ste povsem enaki, s prav vsakim bitjem. Ena najučinkovitejših duhovnih vaj je globoka meditacija o umrljivosti telesnih oblik, vključno z vašo lastno. Rekli bi ji lahko tudi: umri, preden umreš. Poglobite se vanjo, kolikor morete. Vaša telesna oblika se počasi razkraja. Ni je več. Potem pride trenutek, ko umrejo še vse druge umske oblike oziroma misli. A vi ste še vedno tu. Božanska navzočnost, ki ste vi sami. Žareča, popolnoma prebojena in zavedajoča se. Nič, kar je bilo resnično, nikdar ni umrlo. Umrla so le imena, oblike in slepila. Na tej globlji ravni sočutenja postane zdravilno v najširšem pomenu besede. V tem stanju vaš zdravilni vpliv temelji na bitju in ne na dejanju. Vsakogar, s komer pridete v stik, se dotakneta vaša zavestna navzočnost in mir, ki jo izžarevate. Kadar ste polno navzoči in se ljudje okrog vas zvedejo nezavedno, ne čutite nobene potrebe po tem, da bi se odzvali na njihovo ravnanje, saj mu ne pripisujete nobenega resničnega pomena. Vaš mir je tako neizmeren in globok, da vse, kar ni mir, v njem preprosto izgine, kakor da nikoli ne bi obstajalo. Tako pretrgate karmatski cikel dejanj in odzivanj, akcije in reakcije. Živali, drevesa in cvetlice čutijo vaš mir in nanj odgovarjajo. Učite že samo s tem, da ste in da razodevate Božji mir. Tako postanete v narekovaju luč sveta in izžarevate čisto zavest, tako na ravni navzočnosti in odpravljate trpljenje sveta. Odpravljate njegovo neozaveščenost. Modrost predaje. Od tega, kakšna kvaliteta je vaše zavesti v tem trenutku, je najbolj odvisno, kako boste živeli kasneje. Zato je predaja najpomembnejša stvar, ki jo lahko naredite, da bi izpeljali pozitivno spremembo. Samo dejanje ob tem drugotnega pomena, kajti nobeno pozitivno dejanje ne more izhajati iz zavesti, ki se ni predala. Nekaterim ljudem predaja ali prepustitev morda pomeni nekaj slabega. Povezujejo s porazom, vdajo, ne z možnostjo, da bi se uspešno spopadli z življenjskimi izzivi, z otopelostjo in podobno. Toda resnična predaja je nekaj povsem drugega. Ne pomeni, da se morate pasivno malodušno prepuščati okoliščinam, v katerih se znajdete, ne da bi poskušali karkoli storiti. Prav tako ne pomeni, da bi se morali odreči vsem načrtom in pobudam za koristnost, dobro dejanje. Prepustitev je preprosta, a globoka modrost, gibljivosti, živeti z tokom življenja, ne proti njemu. In edini kraj, kjer lahko izkusite življenjski tok, je tukaj in zdaj. Zato prepustite se pomeni brezpogojno in brez pridržkov sprejeti sedanji trenutek. Pomeni opustiti notranji odpor do tega, kar je. Kadar temu, kar je, rečete ne, se notranje upirate in sicer tako, da razumsko presojate, sodite in se predajate negativnim čustvom. To pride do izraza zlasti takrat, kadar vam gre v narekovajih vse narobe, kar pomeni, da obstaja razpoka med tistim, kar zahtevate
in pričakuje vaš in tistim, kar je. To je bolečinska razpoka. Če ste že nekaj časa na svetu, verjetno veste, da ljudje velikokrat potarnajo, kako jim gre v narekovajih vse narobe. Prav v takšnih trenutkih je potrebno prepuščanje, če bi radi iz svojega življenja odstranili bolečino in žalost. Sprejemanje tega, kar je, vas namreč nemudoma osvobodi istovetenja z in vas tako znova poveže z bitjem. Upor je pravzaprav Prepustitev je povsem notranji pojav. Seveda, prepuščanje ne pomeni, da se na zunanji ravni ne smete lotevati dejanj in spreminjati razmer. Pravzaprav sploh ni treba sprejeti celotnih razmer, temveč le tisti drobec, ki ga imenujemo zdaj. Če bi, na primer, obtičali v blatu, ne bi rekli, prav naj bo, naj obtičim tukaj v blatu, prepustitev ni danost v usodo. Ni vam treba sprejeti nezaželenih in neprijetnih življenjskih okoliščin. In ni se vam treba slepiti in si dopovedovati, da ni nič narobe, če tičite v blatu. Ne. Povsem jasno se zavedite in si priznajte, da bi radi čim prej iz njega. Nato zožite pozornost na sedanji trenutek, ne da bi ga kakorkoli razumsko opredeljevali. To pomeni, da v sedanjem trenutku ne razsojate in se mu zato tudi ne upirate in ne kopičite v sebi negativnih občutkov, samo sprejmete njegovo realnost. Potem storite vse, kar je v vaših močeh, da pridete iz blata tudi fizično. Takšno dejanje imenujemo pozitivno dejanje. Je veliko učinkovitejše od negativnega dejanja, ki se poraja iz jeze, obupa, občutka prikrajšanosti. Dokler ne boste dosegli želenega učinka, vztrajate v prepuščanju, tako da opustite vsakršno označevanje in ocenjevanje vsebine sedanjega trenutka. To, kar želim povedati, naj še nekoliko slikoviteje ponazorim. Predstavljajte si, da hodite ponoči po poti in vas obdaja gosta megla. Svetite si z močno svetilko in njen žarek se prebija skozi meglo ter vam osvetljuje ozek, a jasen pas poti pred vami. Megla je vaš življenjski položaj, ki zajema tako preteklost kot prihodnost. Svetilka je vaša zavestna navzočnost, jasni pas pa pot pred vami, pa je sedanji trenutek. Neprepuščanje utrjuje vašo psihološko obliko, lupino ega, in s tem ustvarja močan občutek ločenosti. Svet in predvsem ljudje okoli sebe začnete dojemati kot nekaj nevarnega, kot nekaj, kar vas ogroža. Tako se v vas rodi prisilni vzgib, da bi z obsojanjem onemogočili ljudi, ob tem pa tudi potreba, da bi z njimi tekmovali in jih obvladovali. V tem stanju lahko celo narava postane vaš sovražnik. Medtem vaše zaznave in razlage namreč vodi strah. Duševna bolezen, ki jo imenujemo paranoja, je le za spoznanje izrazitejša oblika tega sicer še v narekovajih normalnega, a v resnici sprevrženega stanja zavesti. Če se upirate resničnosti, postane toga ne le vaša psihična, temveč tudi fizična oblika, torej telo. V različnih delih telesa začutite napetost in celotno telo postane zakrčeno. Prost pretok življenjske energije, ki je bistven za zdravo delovanje telesa, je močno oviran. Različne telesne terapevtske tehnike sicer lahko pomagajo odpraviti te zastoje, obnoviti pretok, toda če se ob enem ne prepustite v svojem vsakdanjem življenju, vam bodo nudile le začasno olajšanje, vzroka, to je upiranje resničnosti, namreč ne morejo odpraviti. V vas živi nekaj,
česar se zunanje okoliščine, ki ste stavljajo vaš življenjski položaj, ne morejo dotakniti in do tega pridete samo s predanostjo. To, kar je v vas, je vaše življenje, vaše bitje, ki biva večno v brezčasni sferi prisotnosti. Če se vam zdi vaš življenjski položaj nezadovoljiv ali celo nevzdržen, lahko nezavedni vzorec upiranja, ki takšen položaj ohranja, pretrgate le tako, da se najprej prepustite. Ko se prepustite in sprejmete trenutno situacijo, se lahko ravno tako lotite tega ali onega. Lahko začnete spreminjati okoliščine ali si postaviti neki cilj in ga nato tudi dosežete. Razlika je le, da v stanju predaje vaša dejanja preveva povsem drugačna energija in kakovost. Predaja vas namreč znova poveže z izvorno energijo bitja in če vaša dejanja navdihuje bitje, postanejo radostno praznovanje življenjske energije, ki vas povede še globje v sedanji trenutek v zdaj. Če se ne upirate resničnosti, se kakovost vaše zavesti in s tem kakovost vsega, kar počnete, samo še stopnjuje. Vaše delo bo tedaj samo od sebe obrodilo sadove, ki bodo odražali to kakovost. Temu bi lahko rekli predano dejanje. V stanju predaje zelo jasno vidite, kaj je treba storiti, in ko se lotite dejanja, delate samo tisto, kar je potrebno in se osredotočite le na eno stvar naenkrat. Učite se od narave, poglejte, kako se vse ureja in kako se čudež življenja brez kakršnega nezadovoljstva in bridkosti razgrinja pred vami. To je imel v mislih Jezus, ko je rekel: Poglejte lilije na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo. Če je vaš življenjski položaj nezadovoljiv ali neprijeten, takoj opustite ta občutek in se prepustite temu, kar je. To je tista svetilka, ki prodre skozi meglo. Tedaj vaše zavesti ne vodijo zunanje okoliščine. Tedaj ne izhajate več iz nasprotnega odziva. Nato si oglejte značilnosti položaja. Vprašajte se: lahko položaj kakorkoli spremenim, popravim ali se od njega odmaknem? Če lahko, potem ustrezno ukrepajte. Pri tem se ne osredotočajte na tistih 100 stvari, ki jih boste morda morali storiti nekoč v prihodnosti, temveč le na tisto, kar lahko storite v tem trenutku. To ne pomeni, da ne smete ničesar načrtovati. Morda bo prav načrtovanje edino, kar boste v danem trenutku sploh lahko storili. Pazite le, da si ne boste začeli vrteti v narekovajih miselnih filmov, se projicirati v prihodnost in tako izgubili ta trenutek zdaj. Morda vsako vaše dejanje ne bo nemudoma obrodilo sadove in dokler ne bo, se ne upirajte temu, kar je. Če ne morete ničesar storiti, da bi položaj spremenili ali se od njega odmaknili, ga uporabite za to, da prodrete še globje v predajo, še globje v zdaj, še globje v bitje. Ko vstopite v to brezčasno razsežnost sedanjega trenutka, sprememba velikokrat pride sama od sebe in to na prav nepričakovane načine, ne da bi se vam bilo treba zanjo kakorkoli posebno truditi. Življenje samo priskoči na pomoč in vam ponudi roko. Če niste mogli ničesar storiti zaradi notranjih ovir, kot so strah, občutek krivde ali malodušje, se bodo te ovire razblinile v luči zavestne navzočnosti. Vendar pazite, predaje nikar ne zamenjujte s pristopom, ki bi ga lahko imenovali kaj mi mar ali kar bo pa bo. Če si takšen pristop pogledate nekoliko pobližje, opazite, da je povsem prežet z negativnostjo, morda z prikrito zamero ali celo razočaranjem. Tako da v resnici sploh ni prepustitev,
temveč le zakrinkan odpor. Ko se prepuščate, usmerite pozornost navznoter, da boste videli, ali je v vas ostala še kakšna sled odpora. Pri tem bodite zelo previdni in pozorni, da ne bi morda prezrli kakšnega zametka odpora, ki se v obliki misli in občutja še skriva v kakršnem temačnem kotičku. Od umske k duhovni energiji. Začnite tako, da si priznate, da je v vas odpor. Bodite tam, ko se bo to zgodilo, ko se bo nekaj v vas uprlo. Opazujte, kako ustvarja ta odpor, kako označuje položaj vas same in druge. Oglejte si miselni proces, ki pri tem poteka. Prepoznajte, občutite energijo čustva. Ko boste odpor zaznali in boste hitro videli, da ne služi ničemur. So svojo pozornost usmerite v zdaj in doslej nezavedni odpor bo postal zavesten in to bo njegov konec. Ne morete biti namreč hkrati zavestni in nesrečni, zavestni in negativni. Negativnost, nezadovoljstvo ali trpljenje, ne glede na svojo obliko, vedno pomenijo, da je v vas odpor. Odpor pa je vselej nezaveden. Ali bi si sami izbrali nezadovoljstvo? In če si ga niste izbrali, kako se je pojavilo v vas? Kakšen je njegov namen? Kdo ga ohranja pri življenju? Četudi se zavedate neprijetnih občutkov, je res, da se z njimi istovetite in jih z prisilnim načinom mišljenja ohranjate pri življenju. Vse to pa se dogaja nezavedno. Če bi bili namreč zavestni, če bi bili torej v zdajšnjem trenutku povsem navzoči, bi se vsa negativnost v vas nemudoma razblinila. V vaši navzočnosti ne bi mogla preživeti. Za svoje preživetje namreč potrebuje vašo odsotnost. Celo bolečinsko jedro se ne more prav dolgo ohraniti, če ste navzoči. Svoje nesrečno počutje ohranjate pri življenju z tem, da mu dajete čas. Čas je namreč njegova življenjska tekočina, njegova kri. Čas je namreč in potrebno je ta čas odstraniti. Kakor hitro se zaveste sedanjega trenutka, se bo nesrečno počutje odmaknilo samo od sebe. Toda, mar res hočete, da bi se umaknilo? Ali pa imate res že vsega dovolj? Kdo bi bili brez njega? Dokler se v predaji šele urite, je duhovna in zavestna razsežnost samo nekaj, o čemer berete in se pogovarjate, se zaradi nje vznemirjate, pišete in razmišljate o njej, vanjo verujete ali pa niti ne. Nič za to. Šele, ko se zares predate, postane duhovna dimenzija v vas živa, življenjska resničnost. Ko to storite, tedaj energija, ki jo oddajate in ki upravlja vaše življenje, začne nihati na precej višji frekvenci, kako energija uma, ki nas vodi skozi življenje. S predajo prihaja v ta svet duhovna energija. Ona ne prinaša nobenega trpljenja, ne vam, ne drugim ljudem, ne nobeni drugi obliki življenja na tem planetu. Predaja in osebni odnosi. Res je, da le neozaveščen človek skuša izkoriščati ljudi ali manipulirati z njimi, a je tudi res, da je le neozaveščen človek lahko izkoriščan in izigran. Če se upirate nezavednemu vedenju ljudi ali pa se z njim bojujete, postanete tudi sami nezavedni. Toda, če se prepuščate, še ne pomeni, da se puščate izkoriščati neozaveščenim ljudem. Nikakor ne. Povsem mogoče je namreč, da nekdo jasno in glasno reče ne ali pa se umakne iz položaja, a je hkrati v stanju popolnega notranjega neodpora. Kadar nekemu človeku ali situaciji rečete ne, naj ta ne izhaja iz odpora, temveč le iz uvida, iz jasnega spoznanja, kaj je v tistem trenutku za vas prav in kaj ni prav. Naj bo torej takšen ne, ki ne potrebuje nobene negativnosti in ne poraja nobenega nadaljnjega trpljenja.
Če se ne morete prepustiti, nemudoma ukrepajte. Na glas povejte, kar vam leži na srcu, ali storite kaj, kar bi položaj preobrnilo, ali pa se od njega odmaknite. Prevzemite odgovornost za svoje življenje. Lepote iz jaja svojega notranjega bitja ne onesnažujte z negativnostjo in prav tako ne onesnažujte življenjskega prostora Zemlje. Ne dovolite, da bi se v vas naselila kakršnakoli oblika nesrečnega počutja. Če ne morete storiti ničesar, recimo, če ste v zaporu, potem vam preostane dvoje, odpor ali predaja. Suženjstvo ali notranja osvoboditev od zunanjih okoliščin, trpljenje ali notranji mir. Ko se boste prepustili, se bodo močno spremenili tudi vaši odnosi. Če namreč ne morete sprejeti tega, kar je, tudi ljudi ne morete sprejeti takšne, kakršni so. Presojate jih, kritizirate, označujete, zavračate ali pa jih skušate spremeniti. In če boste sedanji trenutek nenehno izrabljali kot sredstvo za dosego nekega svojega cilja v prihodnosti, bo sredstvo za dosego tega cilja tudi vsak človek, ki ga boste srečali. Odnos, pomišljaj, človeško bitje, tako postane za vas drugotnega pomena ali pa sploh izgubi vsakršen pomen. Pomeni vam samo toliko, kolikor lahko z nekim odnosom pridobite. Bodisi gmotno korist, občutek premoči, telesni užitek ali kakršno drugo obliko zadovoljevanja potreb ega. Naj vam ponazorim, kako lahko prepustitev učinkuje na odnose. Če se zapletete v kak prepirani konflikt, morda s svojim partnerjem ali nekim drugim človekom, ki vam je blizu, začnite opazovati, kako se nasršite in se začnete vesti obrambno, kakor hitro je napaden vaš položaj. Obenem skušajte občutiti silo svoje nasilnosti, ko napadete njegov položaj. Opazujte svojo navezanost na svoje poglede in stališča. Občutite miselno pomišljaj čustveno energijo, ki se skriva za vašo potrebo, da bi imeli prav vi in ne drugi. To je energija egovskega uma. Ozavestite jo tako, da jo prepoznate in da jo čim močneje občutite. Tako se boste nekega dne sredi kakega prepira v hipu zavedali, da imate možnost izbire in da se lahko svojemu upornemu odzivu odrečete. In videli boste, kaj se bo zgodilo. Prepustite se. S tem ne mislim, da se odzivu odrečete in rečete, že dobro, prav imaš. Obenem pa vaš izraz na obrazu govori, jaz sem visoko nad vso to otročjo neozaveščenostjo. Na ta način ne bi naredili nič drugega, kot odpor prenesli na drugo raven, egovski pa bi bil še vedno trdno zasidran in bi domišljavo vihtel svojo zastavo. Govorim o tem, da se morate odreči celotnemu miselno-čustveno energijskemu polju v sebi, ki se bojuje za oblast. Ego je zelo zvit, zato morate biti pozorni, zelo navzoči in povsem pošteni do sebe, da bi videli, ali ste se res odrekli istovetanju z umskim stališčem in se tako osvobodili uma. Če se boste nenadoma začutili neizmerno lahke, jasne in v sebi mirne, bo to nezgrešljivo znamenje, da ste se zares prepustili. Potem opazujte, kaj se bo zgodilo z umskim stališčem sogovornika, zdaj, ko ga ne boste več krepili z svojim odporom, ko se odrečete istovetenju z umskim stališčem, se začne pravo sporazumevanje. Neupiranje ne pomeni, da ne storimo ničesar. Pomeni le, da vsako vaše delovanje postane nereaktivno, nenasprotujoče. Pomnite globoko modrost, v kateri temelji praksa vzhodnjaških borilnih veščin. Ne upiraj se nasprotnikovi sili. Prepusti se ji, da jo boš lahko obvladal.
Kadar ste v stanju intenzivne zavestne navzočnosti, je takšno nedelovanje izjemno močan preoblikovalec situacij in ljudi. Povsem se razlikuje od nedejavnosti v običajnem pomenu besede ali neozaveščenosti, ki izhaja iz strahu, lenobnosti in neodločnosti. Pravo, v narekovajih nedelovanje, namreč prepostavlja notranji neodpor in največjo pozornost. Če pa bo potrebno dejanje, vaš odziv ne bo izviral iz pogojenosti uma, marveč iz zavestne navzočnosti. V tem stanju je osvobojen vseh konceptov, vključno s konceptom nenasilja. Kdo torej lahko predvidi, kaj boste storili? Ego je prepričan, da se moč skriva v vašem odporu, a v resnici se z upiranjem ločite od bitja, edinega vira resnične moči. Tisto, kar ego razume kot šibkost, je čista navzočnost vašega bitja, v vsej svoji neomadeževanosti in moči. In kar vidi kot moč, je v resnici šibkost. Prav zato se ego neprestano nečemu upira in s pretvarjanjem, da je na videz močan, prikriva vašo v narekovajih šibkost, ki pa je v resnici vaša moč. Dokler se ne prepustite, bo nezavedno igranje vlog zavzemalo precejšen del vaših odnosov z drugimi. Ko pa se prepustite, ne potrebujete več egovskega obrambnega vedenja in njegovih lažnih mask. Tedaj postanete resnično preprosti in pristni. Ego vas svari. To je nevarno, prizadet boš, postal boš ranljiv. Vendar ne ve, da postaneš zares neranljiv šele takrat, ko se nehaš upirati in ko postaneš v narekovajih ranljiv.